Naš današnji prvi gost pa prihaja iz Celja, torej je okoliški, z nami je Iztok fucking Gartner. Lepo zdrav, ti si tudi Iztok, ne? Tudi jaz nisem. Lepo zdrav Iztok in lepo zdrav vsem gledalcem televizije Celje, ne? Pa škaj vidim, da se mi sveti nekaj, lahko pogledam Majo nazaj noter, da me malo popravi. Ne vem, če bo prišla. Imaš sinhronino, kaj nimam več, veš? Ne, tudi jaz se nažalost. Maja, če gledaš v let noter, pa me malo popravi, ker se čuden svetim, ne? Drugače pa moram pohvaliti to, da je dobro pa naredila mi frizuro. Naša Maja tudi izvaja masaže, tako da upam, da bo kdo poklical in dobi seveda tudi masažo. S happy endom, aga? To bo pa verjetno, to mi deli Maja. To bo pa vprašanje za Majo. Ok, dobre. Drugič. Iztok, bil si že v našem studiu nekaj mesecev nazaj, takrat si govoril o nekem zanimivem videospotu. Drži. Nekaj smo načela, sedaj pa že lahko konkretno pove, zakaj se gre in tudi spot si bomo danes pogledali, tako da ti prepuščam kar besedo. Mislim še, da mi prepuščaš vdajo. Ne, glej, pazi, ja, takrat, ko sem bil nazadnje pri vas, smo imeli premiero tega projekta v Cineplexu v Celju, v kinu, smo napolnili dvorano, v ponedeljek ob 8 zvečer, moram res še enkrat se pohvaliti vse ljudi, ki so prišli. Spota še pa takrat ni bilo za to vdajo, ampak sam making of smo zavrteli, ne? Tako da danes pa premierno na TV Celju, seveda tudi ta spot za mojo novo, zdaj že sicer stara 3 mesece, ampak dobro, res rečem nova, pesem Udari me. Lej, kaj ti čem reči, to smo takrat sicer že razlagali na temo 50 tenko sive, ta znani film, znana knjiga, ampak jaz nisem bil zadovoljen s tem, kar so oni naredili, sem rekel, le isto, kdo boš ti naredil malo po svoje, ti boš Slovencem pokazal, kako se babe šeška, razumeš, ne? In smo mi pač naredili en tak zanimiv joke, seksi, erotično, provokativno. Pesem je pa, pazi, stara 15 let, ne? In je šele zdaj bila aktualna, ker so Slovenci poštekali šeškanje. Prej 15 let ni noben vedel, kaj sploh to je. Po 50 tenko sive je bil pa pravi čas za ta moj komad, da ga vzamem z naftalina, spot je pa seveda svež in nov in meni tak lep, da bi ga kar gledal, pa gledal. Se pravi, s proizvodom si zadovoljen? Lej, bom rekel, boljše ne bi mogli biti, kar se mene tiče. Razen, ne, jaz sem hotel dvojne gole prsi, pa je rekla Vladimira Skale, ki je pomagala pri stylingu, Iztok, to pa žal ne. Sem rekel, lej, ker si to glih ti, bojo pač punce oblečene. Mislim, da sedlo ta spot, ker tudi snemanje je bil na zelo zanimivi lokaciji, nočni lokal, znan celski. Ja, nočni klub, tako, znan nočni klub, celski lokal, smo te, kaj bi rekel, rezidentke tega kluba smo poslali v zgornje nadstropje in smo mi to za cel dan zavzeli od 7 izjutri do, mislim, da 11 zvečer smo snemali, vse, kar je bilo treba, tako da boste videli pol v spotu not, lokacija je res bila čudovita, bom rekel, scenografija vrhunska, vse rdeče, vse seksi, vse noro, tako da lej, fajn, odlična lokacija. Tudi odziv na sam spot verjetno fenomenalen. Lej, bom rekel, začeli so se ogledi, takrat nisem zdaj nekje okoli 30 ogledal, ta spot na YouTubeu ima. Jezi me še, ki ga nisem smel spraviti na MTV, ne vem, kaj se tam dogaja, neko sito, neka cenzura, ne vem, to me malo jezi, ampak pa zdaj na TV Celju, kar pomeni, da od današnjega dne naprej pričakujem 200 000 novih ogledov v roku pol ure po vdaji. Ja, v vsakem primeru, ne? Ne v vsakem, nujno, to mora biti nujno. To je cilj. To je nuja, ni cilj, to je nuja, ja. Super. Seveda pa ne moramo, če smo že glih v glasbenih vodah, mimo tvojih novih projektov. Pripravljaš nekaj zelo zanimivega. Ja, ne, zdaj o tem še ne rad govorim, rekel sam tole, ne. Ampak premierno. Ja, premierno, bom rekel prvič javno, da povem, ljudje moji, pripravite se na Gartnerjev bordel, ne. Pripravite se na Gartnerjev bordel, ne bom povedal, kaj bo to, ne bom povedal, kje bo to, ne bom povedal sploh, zakaj se bo šlo, ampak ko boste to videli, ne boste mogli verjeti. Tako da ja, logično nadaljevanje spota Udari me, da sem zdaj odprl bordel, ne. Ja, tako da veš. In Gartnerjev bordel je zdaj blagovna znamka, ne. Ti si bil že včasih znan po svojih igrah, komedijah, petju, verjetno neka kombinacija vsega tega skupnega, ne? Ja, v bistvu bom rekel, vsaki bo prišel ta moj bordel, ne, bo dobil eno komično, zabavno, erotično zgodbo. Kako bo to vse zapakirano, bo treba še pa mičkem počakati, ne. Kdaj se bo to začelo? Jaz upam, da naslednji mesec. Mogli bi že ta mesece, ampak se je nekaj še zapletlo, ampak naslednji mesec pa dam roko v ogenj, da bo ta zgodba šla skozi. Imam pa še en projekt, ki bo pa še skoraj boljši od tega, to še pa sploh ne bom povedal nič, ne. To pa nekaj z avtomobili, ne. Tako da lej, počakaj. Kaj pa glede glasbe? Si še kaj razmišljaš o kakem drugem komadu? Veš, kaj me je zmatralo, če sem lahko iskren, hotel sem s tem komadom iti na oder, ga promovirati, narediti šov, pa sem si zlomil nogo, ne. Tako da, glej, imam zdaj to, ta rdeč, veš, ko imam enak styling, ne. Zdaj, če bi dal to dol, bi še mogoče ljudje malo zatekline videli, samo to mali otroci gledajo, ne. To vdajo tudi. Mislim, da ne, no. Ne, starejše ženske? Tudi, poboljša, ne? No, v glavnem, jaz sem si nogo zlomil 14 dni po premieri v kino in nisem mogel tega projekta promovirati na nobenem odru in nič, ker sem doma celo poletje, 2 meseca pa pol ležal z gipsom, ne.
Torej, ko sem seksal, sem mogel ležati in so vse ženske naredile, ne. To je bilo dobro. Ampak vse ostalo pa čisti poraz in bom rekel, sem bil tako že živčen, da se mi je skoraj že mešal, zato pa zdaj sem prišel nazaj. To je zdaj moja prva oddaja, prvo gostovanje, odkar imam zlomljeno nogo, tako da hvala za povabilo vaši čudoviti ekipi in zdaj sem nazaj in zdaj gremo. Zdaj me ne bo pa nič več ostavljalo. To je to. Ukreval si super, pa škoda je bila športne narave. Športno-ljubezenske narave, ne bom razlagal kak pa kaj, ker je preveč čudno, malo perverzno tudi, zakomplicirano, ampak poanta je, da zdaj še malo šepam, kar malo šepam, ker sem bil na fizioterapijah, pa sem videl, da imam bolj v glavi, zdaj, da ne smem stopiti na nogo, ko se je pa lepo sanirala, ja, strokovno rečeno. Kakšen je nauk te zgodbe? Nauk te zgodbe je, ne glej Jošk, ampak kraj hod. Ja, to je nauk. Zelo zanimivo, ne? Ja. Zdaj sabo si prinesel pa tudi za tiste, recimo, ki nimaš nič kaj druga, ampak... Ja, lej, pač zdaj, ko sem 2 meseca pa pol ležal, v bistvu sem bez denar pa vse zapravil, ostal mi je še pa en ta čudovit plakat, ko smo imeli mi to premiero takrat v kinu, ne? In sem zdaj rekel, če bi kdo pa slučajno hotel, ne zdaj zaradi mene, ne? Ampak zaradi teh 3 lepih punc, se pravi Antonele Dotiček, Julije Krajnc in pa, veš, to tako dolg je že od tega, da sem zdaj pozabil, kak je Nea Krampuš, bom rekel, teh lepih punc, če bi kdo hodil ta plakatek imeti, ampak to v toku oddaje, če ne ga vzamem nazaj domov, pa ga imel jaz. Kaj pa, če te za kontakte pokliče? Kaj? A njihove kontakte? Če te bo kdo poklical? Ja, lej, bom rekel 100 € po glavi, ne? Ja, to pa ni moj problem. Sam ta plakat isto ni popoln. Ni popoln. A ti manjkaš gor? Kje je tvoj podpis? Moj podpis? Ja, to si pa dobro rekel, ne? Sam zdaj, če se bi jaz podpisal, ga bom pokvaril, ne? Ne. Kam se tu, na to belo, na to srebrno gor? Ti se moraš direkt pod svojim priimkom podpisati, ne? Pod fucking? Ja. Ok. Pošteno. Ok, če kdo pokliče, ga dobi z podpisom. Zdaj mora poklicati, s podpisom. Tako je, pokliče danes. Pa tudi pridemo na dom naučiti šeškanje, šeškarski tečaj, če želi kakva gospodična vključeno v to, v nagrado. Tako da, če kakšna ženska želi na hitro, kako, bom rekel, šnel kurs iz šeškanja, lahko pokliče, dobi plakat, pa tudi na dom pridemo, tako da ni nobenega problema. Koliko časa pa traja ta tečaj? 2 uri. 2 uri? Ja. Aha, se pravi, ker intenzivno. Ja, mož ne sme biti doma, ne. Aha. Ja, to je podnujno, ne. Ja, ti zna biti problem, ne. Si že doživel kaj takega, ne? Vedno, znova. Zdaj mi že imam mnogo zlomljeno, ne? Ja, možovi, šeški teh vibah, meni ne bo treba, ne? Ja, okej. Reči, šefe, reči. Vzdevek, tvoj fucking. Fucking, bravo. Eni rečejo vulgaren, eni rečejo zanimiv, tretji ne rečejo nič. Ja, v bistvu, bom rekel, to pa izhaja iz moje ljubezni do old school rapa, ne, ko je bil Ice Motherfucking T, če se ga ti spomniš, ali pa Ice Motherfucking Cube, ne, zdaj, ko je bil film NWA. Jaz sem pa to posloveno, ne, se pravi, ni fucking, ampak je fucking, ker tako se napiše, lej, pa še zram, ne, kdo pa drug, če ne jaz, ne. Mislim, sodiš v to kategorijo. Recimo, da bi zdaj rekel, ne vem, Vili fucking Kresnik, ne paše, ne? Ali pa Miro fucking Todovski, tudi ne paše, ne? Istok fucking Gartner je pa, to je pa trademark, ne? To pa gre skup, ne? Malo šalo, ampak lej, ne, fora mi je bila, pa se je prijel, pa mi je cool, ne? Kako dolgo že imaš to vzdevek? 2 leti. 2 leti. Ja, ampak zdaj še le paše, ko je ta projekt bil pa to, takrat če si pa kač cool, ne, nisi pač isto Gartner, ampak si isto fucking Gartner. Ja. Zdaj vse tiste, ki še ne vejo, pišeš tudi zelo zanimiv blog na vse, kar se dogaja v Sloveniji. Pokritiziraš dobesedno vse. Veš, kak je, predvsem Modrijane, ne, in podobne zadeve, razen novega komada, ki je zelo lep, jih moram pohvaliti, tako Blaž, če me gledaš. Ne? Hočem to reči. Ja, ampak zadnje čase moram te razočarati, blog malo zanemarjam na račun Twitterja. Ne? V bistvu Twitter mi je zdaj neka strast, tudi sem dal že to, da sem tu na tej oddaji, sem dal že gor, ne? Blog je pa zdaj bolj za begunce, sem bolj pisal, veš, malo sem se angažiral, sem te gor dol, malo ga zanemarjam, no, moram žal razočarati tebe in vse se dogaja, ne, sam ne pa več tako včasih, ker je zdaj Twitter, je zdaj moja strast, ne, ja, Twitter je moja strast. Tam javljaš tudi neke video prispevke tudi, ne? Ni, da ni, v bistvu, veš kaj to? To je tako, da je imel svoj časopis, ne, blog je bil, tudi blog je isto, fucking Gartner je blog, v bistvu, tam izvira, to originalno, in tako da je imel svoj časopis in pač zato sem tudi začel z blogom, že 6-7 let nazaj in to je bil, mislim, da najbolj bran blog v Sloveniji, eden izmed najbolj branih dolga leta, ne. Zdaj pa bloganje je šlo v bistvu, propadlo je bloganje celo v Sloveniji, že skoraj, da smo pa vsi na Twitterju, ne. Razen Miro, naslednji gost je pa na Facebooku, ne. Ja, ta njega lahko tam najdete. Pa mene tudi.
Da ga bomo kar njega konkretno vprašali. Zakaj nima Twitterja? Zakaj tak loser, da nima Twitterja? To ga vprašaj. In seveda, kako replicira glede na tvoje to ga nujno vprašaj. Zdaj, ko smo že pa glih v glasbi, pod blog si tudi objavljal, se pravi, si dejansko to glasbo dajo Slovenija ima talent, si tudi malo vzel podrobno gled. Ja, v bistvu, to je pa neka, no kar boj, ja. Kakšno je tvoje mnenje glede te vdaje, ko smo že glih v glasbi? To je v bistvu ena taka moja, Američani rečejo guilty pleasure, se pravi, taka moja strast. Gledal sem vse te tudi ameriške, te X-faktorje, America's Got Talent, Britain's Got Talent in seveda tudi to, Slovenija ima talent, X-faktor. Veš, kak je to? To mi je, fajn mi je gledat, pa tweetat je fajn o tem, pod hashtagom SlowTalent. Oddaja je v bistvu vsak let slabša, to treba žal priznati, ker Slovenija je premala, da bi vsako leto sproducirala, ne vem, vsaj 2-3 talente. In kar me še bolj moti, bom rekel, pri tej zgodbi je to, da ko kdo zmaga ali prije, ne vem, med top 5, za njega ne znajo poskrbeti. Še celo Maja Keoc, ki je bila vrhunska pevka, je mogla iti v tujino. Ja, tudi zmagala, v bistvu ni. Ampak, naredila si je kariero dobro, ampak tu z nje ni znal noben narediti nič, zato je mogla iti v tujino. Lina Koduzović je šla na švicarski X-faktor, ker tu v Sloveniji ni z njo noben znal narediti nič. In to me moti. Kaj predlagaš? Predlagam, da ko je šova konc, se pravi, ne gre samo za zaslužek, ko mi kličemo pa glasujejo, da to ne pozabijo enkrat te šefi, ampak da ne se najde par dobrih menedžerjev, par dobrih producentov, par dobrih tekstopiscev in ne to mladino vzamejo v roke in jim ne pokažejo prave smeri in ne z njih naredijo nekaj fajnega, ne pa nek harmonikaški bullshit. To me moti, veš, da ne znajo z njimi narediti fajnih stvari in to je žal mi za te vdaje, ko je konc, jih pozabimo 14 dni več, ne veš sploh, kdo je nastopil. Ne vem, da je sploh kdo album izdal, teh vseh zmagovalcev, mogoče 2-3, pa što noben ne ve. To mi je žal, no. Seveda pa si mnenja, da Slovenija ima kar dosti talentov. Rekel bom da in podpiram to, ne. Najde se 2-3, recimo se najdejo v vsaki vdaji, ko pa rečeš, wow, ne, ta je pa dobra, ali pa un je pa dober, ta je pa faca. Sam lej, pa se pa in isti ponavljajo, ne, pa lej, pri nas je tak, ne, če ne igraš harmonike, nimaš kaj, ne. Žal. Letos si imel tudi eno vzornico v bistvu na odru. Kje, kako vzornico? Ena gospodična, mislim, da je igrala in pela, zelo zanimivo. Kako govori ta? To sem te pa zgubil. Objavil si namreč, ja, povej, to sem te pa zgubil, vse te. Komentiral si z eno punco, ki je v bistvu prišla na oder, je pela in imela enega fanta na stolu. Zakaj si ne vem, o čem govoriš ti zdaj? Ja, komentiral sem. Pomagi mi, mislim... Ne spomnim se ime. Pri mojem šovu, ali kaj misliš? Ne, na talentih je bila. Kaj je naredila? V bistvu je pela na odru in igrala. A misliš ta, tekmovalka? Tekmovalka. Ja, misliš, da sem jaz kaj naredil s kakim stolom. Ja, to je pa Aleksandra, če se ne motim, je bilo njeno ime, ne poznam, ampak sem jo podprl javno. Ta je kabare se je šla in je spadla, ne? No vidiš, to je bila... In je tako malo posnemanje, mislim, to je, ne? Tako, ampak to je bila greška, da je niso dali naprej, ker je bila dobra, ne? Ta kabare točko je naredila, zdaj se spomnim, da pa govoriš isto, imaš vročino. Najboljše, da bi se v bistvu tudi sam enkrat prijavil na tole. Ja, kaj? Veš kaj, nekaj bi zmagal, ne, bi zmagal, to pa nima smisla. Se bojiš, ne, grdo bi bilo do drugih, ker bi zmagal, ne, to nima smisla. Ne, prestar sem je za to, veš, prestar sem je za to. Še starejši se prijavljajo, ne? Ja, sam. To so neke stare mame, ne? Pa tako rečma, no, da sem preveč znan, da bi se na to prijavil. Preveč znan, ne? No, evo, tako. Ne rabiš takšne poklice. Ne, te veselje pa rabim, ne, to pa rabim vedno znova. Daj mi povej, zdaj, ko smo že glih danes pri tvoji pesmi, a bi nam ti v studio zarepal en del te pesmi? Kje si mene zlomljeno nogo, ne bi jaz zdaj tu repal. Noga nič ne pomeni. Ja, veš, kaj bi sam neki druga, to dela ta mikrofon nažalost ne dela, lahko ga ima samo zafon. A to je moj kovat, moj kovat star kovat, ne? Ne hoda se neki druga zarepat, ne? Mislim, nek ritem bi mi mogo dat, ne? Evo, ritem ti deva režija. Ne, reparski ritem, ne, nek dance, ne? Nek reparski ritem, ne? Nimaš nekaj tega. A pa recimo, da probaš tak, ne? A veš? Ne? Da se čuje, pa da je spolo drepam nekaj. Ok, lahko ploskam, evo. No, te ploski, pazi. Jaz sem istok, imamo v roki mikrofon, dej ti tam ugasen mobilni telefon. Kak sem dober. Ne, veš kaj, nisem v formi, ne. Daš pa udari me, bo je pa pol čul v spotu, ne. Pa jaz sem istok, imamo v roki mikrofon in sem bolj cool kot Sylvester Stallone. Jaz sem boksar, boksnem vse, kar mi stoji na poti, no ja, včas boksnem tudi koga po pomoti. Super. Evo, z nule, ne? Z nule.
Daj povej, koliko pišeš to besedila, a to kaj tuhtaš, a to prije kar spontano? Veš, kak je, moram priznati, da vsa ta besedila moja so stara več kot 10 let, se se jim vidi. Hočem reči to, ne, bil sem v muziki, jaz bolj aktiven nekoč, ko smo še mi nastopali z mojimi plesakami, vročimi veveričkami. To ni moj komad, ne? Ok. In potem sem pa ugotovil, da se od muzike v Sloveniji ne da živeti, ne? Jaz pa ne delam rad stvari, od katerih se ne da živeti, ne? In sem rekel, lej, vse je fajn, vse je super, vse so punce, vse je zajebance, vse je fajn, sam... Pa veš kaj je fajn? Ni fajn. Ta nefer igra vrtenja komadov po radijih, ne? Ene vrtimo, drugih ne vrtimo, ne? Če jaz poznam tega, bomo te vrtel, pa še unga zraven, ko ga tudi pozna, če pa ne poznam tega, pa ne bomo te vrtel, niti unga, ki je zraven. In to je meni šlo na živce, takrat par let nazaj, sem rekel, jaz tega več ne grem, ker je škoda časa, škoda denarja, škoda energije in sem pa šel v voditeljske vode in v druge stvari. Ampak ta spot mi je pa res padal, bom rekel, z neba in sem zelo vesel, da smo to naredili, cel kup znanih imen, če me še kaj vprašal, ali mama že, sma že presegla razumeš, od takrat bar aktualni reality show, noter je Vita Udovič iz bara, noter je Miloš iz bara, noter je Maruša Trampoš iz bara, pol je Miss Universe Sara Savnik, pol so te tri ful, ko sem jih pokazal na slikah, Antonela Detiček, gremo staviti, da bo drug let Miss Slovenije. Spomnim se, kaj sem ti rekel. Drug let bo Antonela Detiček, bo drugo leto Miss Slovenije, to zdaj le podpišem. Pa noter je bil Riki, erotični plesalec, pa moj brat Rajm Gat, na začetku, ki se ga malo vidi, tako da le ena fajna ekipa, zvezdniška ekipa, pa fajni spot, no. Pa to v kino, to je bilo fajn, ta premiera, ko smo naredili v kino, polna dvorana, pa jaz na mikrofonu, šov, erotika, komedija, to, kar pa če se rad delam, ne. To se sploh ni bilo, ne, pri nas, ne? Ne, v bistvu ne, ne. V bistvu, če gledam na tak način, da bi kdo imel premiero, v smislu takega šova, ko si rekel, ne, ima pač muziko in to je to. Jaz sem pa šel dol v kino, naredil za jebancijo z tega, sam se pravim, muzika me se me drži, sem naredil recimo duet z vašim prijateljem, našim prijateljem Samuelom Horvatičem, Samotom, imamo en šansonski duet, naredil sem na novem albumu od Rajm Gada, imamo celo video spot skupaj, en delček se pokaže, pa nekaj odrepam, ampak moja muzika sama, mam idej ful, sam to moraš iti v studio, to moraš iti posnet, to moraš pa na radije dati, veš, ker skoda, da imaš nekaj, imaš doma, ne. To je procedura, ne. Moraš spot posnet, moraš punce dobiti, lej, ne vem, to velike dela za premalo učinka, no. Ne, punce dobim. Ne, punce dobim, to je najlažji del, ja, sam, ko treba to promovirati, dati jave, lej, to se mi pa ne lup, ne. Star, sem nekaj sem star. Se pravi, zdaj si vse vložil ta bordel, muziko si dal malo na stran začasno, ne? Ja, zdaj sem vložil vse v Gartnerjev bordel, ja. Sam bom pa bil to, ne, ta udari ne bi še rad na oder spravo, ne? Ampak v smislu erotično, zabavnega, glasbeno, šeškarskega šova, to bi rad naredil, ne? Pa še neke fore, imam eno igro za zaljubljene, erotično, tudi bi zdravo vključil, lej, bomo naredili vse. Saj, kar kipiš v bistvu. Ja, lej, če sem imel 2 meseca pol, sem bil posli, zdaj pa cajt, da prijem nazaj, zdaj pa gremo, zdaj pa akcija, lej, zdaj pa do skeca. Ja, tako si rekel. In kje bodo dejansko tvoji oboževalci in vsi tisti, ki želijo se udeležiti tega bordela, kje bodo naše vse informacije? To ti zdaj še nam povedal, ne, kje bo, pač ne spremljaj moj Facebook, ne spremljaj moj Twitter, ne spremljaj moj blog, tam vse sproti, vemo kako pa kaj, zdaj samo malo tizamo, malo rajcamo, domač povedano, kako punco gor damo, ki bo zraven sodelovala, prihaja Gartnerjev bordel, pa cep, ne povemo še pa nič preveč, kako in kaj, ker ko bo pa fajn, ne, to bo fajn, to bo nekaj taka, kar v Sloveniji upam podpisati, še ni bilo, ne. Bo seveda prišel predstaviti, ne? Ja, če bo šansa z veseljem, ne. Karte recimo, ne? Bo že videl, lej, ti sam sed, pa gledaj. Pa ta auto show, to tudi gledaj, pazi, to bo tudi videl, vse bo. Se pravi, obeta se veliko, ne? Ja, če nosi spet noge zlomo, ne? Ali pa kaj drugega, ne? Upajmo, da ne, no, pa da boš dejansko speljal te projekte in seveda moraš tudi prišel pokazati. Sedaj pa v bistvu, ker že čas malo preganja. Že je, kaj? Ja. A zdaj prije Miro Todovski prije not, ne? Ja, zdaj prije naš naslednji gost. Ti se pripravo, kaj? Seveda. Bravo. Zdaj ti dal čas, da v bistvu, da svoj videospot, ker sam napoveš, ne? Tam ne pri gospodu Mirkotu, ne? Tako, ja. Bravo, ja. Ja, nič, ne, potem pa si, dragi gledalci televizije Celje in oddaje Top Music, sem dobro rekel, uglejte moj še vedno aktualni in novi videospot z naslovom Udari me, kjer boste videli cel kup lepih deklet in mene tako lepo oblečenega in kipečega od energije in erotike, kot še nikoli doslej. In apeliram na vse možove in partnerje in fante,
Seks pri ugasnjeni luči z stacionarnim položajem, s misionarnim položajem in stacionarnim položajem, ki ne obstoja, je nič od nič. Ženske rabijo akcijo, da jo zgrabiš, da jo našeškaš, da jo daš na vse 4 in ok. Kaj si kot reči? To. Ok. Poglejte si spot, da se moram posloviti, ne? Ja. Hvala tebi za povabilo. Moram tudi zahvaliti se celi ekipi Televizije Celje, pa tudi, da ste takrat prišli podpreti ta projekt, pa zavrteli making of. Tako da lej, svaka čast pa gledalcem lepo zdrav, ne? Čau. Plakat pa vzamem domov, ki ga noben ni hotel, ne? Hvala tebi tudi. A tukaj stanuje gospod Istok Gartner? Mislite Istok fucking Gartner? Ja. Stanuje. Lahko stopite, punce. Udari me močno. Udari miško me, udari miško me močno. Udari miško me tako. Udari me miško, da lepo nama bo. Udari miško me, udari miško me močno. Poznal sem eno bejbo, ki je rekla udari me. Ko sem jo udaril, mi je rekla, da me še. Don't stop, gidi, don't stop, gidi. Mi ga brca ruka in se ful šopiri. Hotel se biti nežen in je rekla vseki me. Ko sem jo vseko vedno pršli je. Da ne bo pomote, to ni bila bolečina. To je bilo tisko, na telesu je milina. Madonna je rekla hanky panky, autoerotika. Sadizem, mazohizem, daj mi 2 antibiotika. Da bom mlad verjel, kaj sem doživel. Da bom brčal k sebi in zvedel, kako punco sem imel. To je bila mačka, ki para ni. Divja vroča, vedno z mano bi. Odprl sem omaro in ven potegnil bič. Ona na sebe je navesla nek svetleči kič. Šel se je začel sosede, glava je bolela. Ona je pod mano lepo pesem pela. Udari miško me, udari miško me močno. Udari miško me tako. Udari me miško, da prišlo mi bo. Udari me miško, da prišlo mi bo. No pa dajmo vse lepo razložiti, kako sem jo udaril na njeno lepo rit. Udarit ne pomeni udarit tak, da boli. Resnica je druge, poslušajte me vi. Poljub dotik, če nisi dober je umik. Med rjuhami je dobro biti divi kot bik. Iluzija, fantazija, reče tisti, ki ne ve, da nežen udarec vedno zraven gre. Če tip je tip in miren kot limona, ženska na njem prebodi demona. Moja bila je pasja kot hudič. Ko bil sem z njo, mi skoro odpadel je tic. Zdaj vem, zdaj me je naučila. Zdaj sem mojega srca dotaknila. Udari me je himna, ki jo pojejo vsi. Tisti, ki jim grobi sek zadiši. Udari me, 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 udari me. Udari miška me, oho. Udari miška me močno. Udari miška me tako. Udari miška, da lepo nama bo. Udari miška me, oho. Udari miška me močno. Udari miška me tako. Udari miška, da prišlo mi bo. Udari, 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 udari me. 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 Dej, Istok, nehi že spet fantazirati o teh bedarijah, ki te bom po buči užgala, pa pej trajš posodo pomit.